Zadnja večerja študentskega zbora Šov v Ljubljani. Študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše Šov, je v ponedeljek 10. junija za vrati zaprtimi za snemalne naprave sprejel, kako bo v prihodnjih 2 letih upravljal z malo manj kot 10 milijoni evrov študentskega denarja. V današnji oddaji bomo povzeli dogajanje na 16. seji študentskega zbora, ki je trajala več kot 4 ure. Na študentski kampus je prišlo 58 zainteresiranih študentk in študentov, ki smo jih precej vprašali, kaj od nje pričakujejo. Koliko časa pričakuješ, da bo trajala današnja seja? Do 10, ker pač takrat grejo vlaki domov in tudi oni morajo iti domov, a ne? Boš ostal do konca, ne glede na to, dokdaj bo trajala? Ja, pač splača se slišati, kam gre cash, čeprav novijo povedali, ampak dajmo ta kanček upanja si vliti, pa vidimo, kaj bo. Po moje, kolikor bojo poslanci Glasa govorili, ker so dejansko edini, ki sploh karkoli govorijo. In glede na to, da smo dobili zdaj podatke za načrte finančne, po moje bojo imeli veliko za povedati, tako da bomo dolgo tukaj. Mislim, sicer sem prvič, ampak zadnjič sem slišala, da je kar dolgo trajalo, no, tako da pač sem še spalko vzela s sabo za vsak slučaj. Mislim, mi smo pač pripravljeni ostati do konca, tako da pač ni tukaj, mislim, mi bomo do konca, to je to. Ja, kakšno uro pa pol, če več, pa ne vem, če bom že mogel naprej, no, v bistvu. Imam druge obveznosti. Kot smo tega že navajeni, je zbrane na kampusu pričakala varnostna služba BBR Security, ki je pregledovala torbe in osebne dokumente, znotraj pa je ob mizi z listom vodenja evidence obiskovalcev stal svetovalec predsedstva Šov Kristjan Briški. Temu je varnostnik na vhodu ob identifikaciji preko osebnega dokumenta govoril naša imena, da je lahko preveril, če se sklada z našim podpisom na evidenčni listi. Seja se je namesto v večji sobi spet odvila v podstrešnem prostoru, ki ni dovolj velik, da bi sprejel vse obiskovalce. Prostor je bil spet razdeljen z varnostnim trakom, zadnja tretjina pa je bila namenjena publiki, ki je bila večinoma primorana sedeti na tleh, saj so bili stoli na voljo primarno za poslance in predsedstvo. Opozicijski poslanec Domen Vrhovnik je predlagal premestitev seje v večji prostor, saj je bila prostorska situacija po njegovih besedah nespoštljiva do ljudi, da morajo zadaj sedeti kot, citiramo, svinje v svinjaku. Predsednik študentskega zbora Matej Igličar je pojasnil, da je do spremembe lokacije seje prišlo, ker je v obilnem deževju na prejšnji seji večjo sobo namočilo. Seja je obsegala 11 točk dnevnega reda, čeprav je bilo v sklicu seje navedenih 9 točk. Na začetku seje je predsednik zbora povedal, da je prejel 2 predloga, ki jo je na licu mesta umestil na dnevni red. Več pove opozicijski poslanec medicinske fakultete Tadej Rajgelj. Prejšnji teden sem še vložil 2 predloga za sklep, za dodatek sklepa na dnevni red. In sicer eden je bil glede seznanitve s postrevizijskim poročilom Računskega sodišča. Drugi sklep je bil pa glede snemanja sej študentskega zbora. Si imel dovolj časa, odkar si dobil potrditev, da bodo tvoje vložene dnevne točke na dnevnem redu do seje, da se pripraviš na nje? V bistvu sem nekako bil že pripravljen na točki, ko sem jih vložil, zato ker pač nekaj vložiš, je fino, če si pripravljen, ampak sem pričakoval, da bom o tem, se pravi, da bomo ne samo jaz, ampak nasplošno poslanci v študentskem zboru obveščeni, da je bila točka dodana na dnevni red vsaj en dan pred sejo, ampak smo bili obveščeni na sami seji, se pravi na začetku same seje, ko je predsednik zbral dnevni red, je omenil še, da so dodani 2 točki, kar pomeni, da so ostali poslanci v bistvu niso imeli časa pripraviti na to. Jaz sem kot vlagatelj sam, tako da mislim, da zdaj je to kršitev poslovnika, nisem ziher, bi mogel pogledati, ampak je pa zelo po domače na knap dodajanje točk tudi ni fair do poslancev nasplošno, da se ne morejo pripraviti na to.
Na seji se je sprejemalo rebalans proračuna za leto 2024 in finančna načrta za leti 2025 in 2026. Predsednik ŠOU Klemen Petek je povedal, da ni bilo vloženih nobenih amandmajev, s katerimi bi se predlagalo njihove spremembe. Zato je poslance pozval, naj se o teh dokumentih nedolgovezi in se jih sprejme. Poslanca opozicije Domen Vrhovnik z Filozofske in David Vidmar z Medicinske fakultete sta pojasnila, da za vložitev amandmajev niso imeli dovolj časa. Gradivo, ki je obsegalo več kot 400 strani, so poslanci prejeli šele en teden pred sejo, amandmaje pa bi morali vložiti najpozneje 2 delovna dneva pred sejo, po tolmačenju opozicije že 2 dneva po prejetju gradiva. Zmeda je nastala zaradi različnih interpretacij 90. člena poslovnika študentskega zbora glede roka za vložitev amandmajev. To se je v trenutnem mandatu že zgodilo, ko je Igličar pred 10. redno sejo zavrnil amandmaje opozicije, kljub temu, da so bili ti vloženi pravočasno, za kar se je na ponedeljkovi seji tudi opravičil. Drugač pa, ne vem, zanimivi so kakšni momenti, ki so jih pač poslanci kluba Glas dobili na laži ali pa pač, ki so jih dobili na temu, da so jih hoteli okoli prenesti. Torej, en izmed teh primerov je torej, da za ne ugovor, ampak za amandma, za sprejetje amandmaja so pred nekaj sejami rekli, da pač je to treba vložiti najmanj 3 dni prej, oziroma 3 delovni dni prej, dan so pa rekli največ 48 ur, sploh pa niso omenili, koliko zdaj so to delovne ure ali karkoli. Torej so jih pač na tem mestu izmed še nekaterih pač dobili na laži in na pač prevari. Ob začetku razprave o rebalansu je Rajgel opozoril na nesmiselnost sprejemanja rebalansa, saj poslanci niso prejeli finančnega poročila za leto 2023. Po pravilniku o finančnem načrtu bi morali zaključno poročilo prejeti do 30. aprila, sestavljeno pa naj bi bilo po enaki členitvi področji kot finančni načrt. Poleg tega bi morali rebalans in finančna načrta vsebovati tudi realizacijo iz zadnjega poročila finančno-računovodske službe. Namesto finančnega poročila s potrebnimi obrazložitvami je predsedstvo poslancem na 8. dopisni seji 22. maja posredovalo poslovno poročilo, ki pa je zgolj izpis bilance iz Ajpesa brez razvidnih odhodkov na posameznih postavkah. Brez primerjave predvidenih in dejanskih odhodkov je sprejemanje rebalansa po Rajgljevih besedah ne le nesmiselno, ampak tudi v nasprotju s pravilnikom. Petek je odgovoril, da je bilo finančno poročilo za leto 2023 pripravljeno po Ajpesovem obrazcu za osebe zasebnega prava, kot to počnejo že zadnjih 15 let. Dodal pa je, da se trenutno usklajujejo študentsko organizacijo Slovenije, da v prihodnje s svojimi finančnimi poročili ne bodo v kršitvi lastnih pravilnikov in nepravilni interpretaciji svojega pravnega statusa. Sicer pa, da ne ve, kako je finančno poročilo povezano z rebalansom ali proračunom za naslednji 2 leti. Opozicijski poslanci so predsedniku ŠOU, vodjem posameznih resorjev in predsedniku zbora postavili več kot 60 vprašanj o vsebinski obrazložitvi postavk v rebalansu in proračunih. O postavkah smo deloma poročali v povzetku prejšnje seje. Podrobnejši pregled posameznih postavk pa lahko pričakujete poleti v sklopu raziskovalnih oddaj, ki jih pripravljamo na redakciji. Opozicijski poslanci so vodjo resorja za obštudijske dejavnosti Aleksandra Miličeviča vprašali, kako je sestavljena finančna konstrukcija resorja, v katerem se namenja 25 000 evrov za administracijo. Odgovoril je, da so študenti na projektih resorja plačani glede na ure, urna postavka pa znaša 7,44 evra. Ob preizpraševanju načrtovanih projektov resorja za razvoj in informiranje so opozicijski poslanci navedli, da se 20 000 evrov namenja viralnim aktivacijam, ki zajemajo tudi sodelovanje z vplivneži za povečanje dosega promocijskih objav. Vodja resorja Tilna Klinca je poslanec Vidmar vprašal, kaj pomenijo hostesne akcije in izpostavil, da njihova ubeseditev v predlogu projekta zaradi omenjanja izključno hostes smrdi po seksizmu. Klinc se je strinjal in pojasnil, da k pridružitvi vabijo vse.
fante, punce in vse ostale. Na Vidmarjevo vprašanje, če bo resor promoviral tudi naslednjo samoorganizirano študentsko menzo, je Klinc pritrdil, saj da želijo v promocijske akcije vključiti vse študente, ki jih šov zastopa. Prvič so imeli poslanci tudi vpogled v dolgoročno strategijo organizacije, ki jo je morala šov pripraviti na zahtevo Računskega sodišča. Za pripravo dolgoročnega strateškega dokumenta se je že več let porabljalo sredstva, ki so po ugotovitvah Računskega sodišča zgolj v letih 2020 in 2021 skupno znašala več kot 17 000 evrov, čeprav dokument ni bil pripravljen. Vrhovnik je izrazil mnenje, da bi moral biti študentski zbor v pripravo strategijo bolje vpet. Nastali 14-stranski dokument je označil za praznega, saj je v nasprotju z dejanskim delovanjem organizacije. Izpostavil je tudi, da šov ne more objektivno analizirati problematik, kot je študentsko delo, saj je od njega odvisno njeno financiranje. Poslanci opozicije so participacijo prisotnih poskušali povečati tako, da so jih poimensko povprašali po mnenju o različnih točkah strategije glede na njihov študij oziroma funkcijo v šov. Ker strategija omenja tudi posebno skrb za študentske družine, je vrhovnik poslanko s Fakultete za družbene vede Tjašo Tomše na primer vprašal, zakaj je na 5. redni seji glasovala proti amandmaju, ki bi namenil več sredstev klubu študentskih družin. Petek je poslance pozval, naj na provokacije ne odgovarjajo, opozicijo pa označil za kriminalistično policijo. Obtožil jih je, citiramo, "Vem, da hočete škodovati in samo škodovati ugledu šov v Ljubljani." Na vprašanje je kljub temu odgovoril Tjaž Črnčec, vodja resorja za socialo in zdravstvo, ki je pojasnil, da se kluba študentskih družin ni financiralo dodatno, ker so sami povedali, da tega denarja ne potrebujejo. Bivša predsednica kluba je za našo oddajo komentirala, da tega klub v času njenega predsedovanja nikoli ni izrazil. Na komentar trenutne predsednice pa še čakamo. V nadaljevanju so se poslanci seznanjali še z nepremičninsko strategijo organizacije, pri čemer je direktor šov Andrej Klasinc povedal, da nameravajo prodati prostore na Kersnikovi 4 in Kersnikovi 6. V ponudbo naj bi vključili cenitev nepremičnine izpred preteklih let in jo objavili lani decembra. Prodati pa jih želijo, ker bo stavba v naslednjih 2 letih predvidoma obnovljena, za kar bi šov kot 22-odstotni lastnik stavbe moral kriti tolikšen odstotek stroškov prenove. Klasinc je prodajo zato označil za poslovno smiselno odločitev in dodal, citiramo, "To moramo delati transparentno, ker vemo, v kakšnem okolju trenutno smo, pod kakšnim drobnogledom je naša organizacija, zato želimo narediti vse po predpisih." Sledilo je še imenovanje 2 članov pritožbene komisije, pritožbenega in nadzornega organa šov, pristojnega za ugotavljanje skladnosti delovanja z akti, ugotavljanja kršitve aktov ter izrekanja sankcij. Za funkcijo v sicer 6-članski komisiji sta kandidirala poslanca Matic Jelen iz Zdravstvene fakultete in Kristjan Slunski iz Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Po predstavitvi so jima vprašanja zastavili tako opozicijski kot koalicijski poslanci. Ja, mislim, čisto zelo navadni taki življenjepisi, I guess. Malo je bilo tudi smešen, ker glede na to, da so jih poslanci iz koalicije, torej te, ki so jih predlagali, pol spraševali vprašanja, se je malo zdelo tako, kot da so nastavljena vprašanja, mogoče. Kar je bilo malo smešen, ampak v redu. Igličar je po vprašanjih predlagal, naj si vzamejo 5-minutni premor, da se kandidata pripravita na odgovore. Na glasovanju sta bila oba kandidata potrjena. V nadaljevanju je sledila seznanitev s porevizijskim poročilom Računskega sodišča, ki ga je na dnevni red umestil Rajgl. Sem več ali manj omenil, da obstaja postrevizijsko poročilo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so določeni ukrepi iz strani študentske organizacije še vedno bili nezadovoljivi, ampak je potem, sem tudi pozval direktorja, da razloži, kaj se dogaja s revizijo zdaj na tej točki, in nas je v bistvu pomiril, da študentska organizacija še deluje, se pravi, da se uskladi predvsem glavna točka spora je nekaj, kar že leta premlevamo, in sicer smo pravna oseba zasebnega ali javnega prava,
in je v bistvu argumentiral, da smo v nekem nesporazumu s študentsko organizacijo Slovenije, se pravi, da se ne moramo zaradi njih kot krovne organizacije opredeljevati kot oseba javnega prava, ampak da bo to v kratkem, se pravi, urejeno, da bo, se pravi, da bo naslednjo finančno poročilo, se pravi za leto 2024, oddano v imenu študentske organizacije kot osebe javnega prava. Pa glede po revizijskega poročila se ti je zdelo, da je bilo obravnavano, da se je dobilo odgovore na določena vprašanja? Ma v resnici niti ne vem, ker je bila to že tako, bilo je to po 3 urah pa pol seje in gospod, ki je odgovarjal, ne bom nobenega poimenovala, čeprav vemo, kdo je, ampak ima precej talenta za to, da človek malo zaspi zraven. Tako da nisem bila niti malo pozorna več. Ne, itak se je ful na hitro tudi to obravnavalo, tako da. V točki snemanja sej je Rajgl študentskemu zboru v sprejemanje predlagal sklep, da se v skladu z 2. členom poslovnika študentskega zbora ŠOU, ki zapoveduje javnost sej, dovoli snemanje v audio in video obliki z namenom razširjanja vsebine sej študentski javnosti. Zopet se je oglasil Aleksander Miličevič, sicer študent ekonomske fakultete in tudi predstavnik ŠOU v svetu zavoda Radio Študent. Povedal je, da je proceduralni sklep opozicije protipraven, saj ni v skladu z notranjimi akti ŠOU in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, pomeni poseg v osebne pravice tistih, ki soglasja za snemanje ne želijo dati. Miličevič se je v komentarju skliceval na pridobljeno pravno mnenje, ki naj bi ga hranili v predsedstvu. Za omenjeno pravno mnenje smo novinarke zaprosile, a ga do snemanja oddaje od predsednika študentskega zbora Igličarja nismo prejele. O preprečevanju snemanja sej je v torek potekala tudi naša novinarska konferenca, kjer je predstavnica Društva novinarjev Slovenije Katarina Bulatovič dejala: V Društvu novinarjev Slovenije že dlje časa z zaskrbljenostjo spremljamo oviranje Radia Študent pri poročanju študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. ŠOU od oktobra lani ne dovoljuje javnega videoprenosa sej študentskega zbora, čeprav bi morale biti seje skladno s statutom ŠOU javne. V Društvu novinarjev Slovenije se nam zdi to nedopustno, ne samo z vidika oviranja novinarskega dela oziroma njegovega omejevanja, pač pa tudi z vidika občih principov delovanja predstavniških teles. ŠOU se sicer, kot je kolegica dejala, sklicuje, da zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov, zvočno ali audiovizualno snemanje izjav dopušča le ob soglasju prisotnih. Menimo, da gre pri tem za zlorabo zakonodaje o varovanju osebnih podatkov in zasebnosti. Po končani 4-urni seji je direktor vse prisotne, vključno z novinarkami z besedami "Vsi smo ŠOU", povabil v restavracijo Campus Food, kjer so utrujene udeležence seje pričakale pice. Le ugibamo pa lahko, iz katerih materialnih stroškov so bile financirane. Čau. A bi kakšno izjavo nekako? Ne, nič. Izjava, maybe. A bi ti kakšno izjavo? Bi dal izjavo? Izjavo zdaj. Izjavo danes. Sorry, a bi kdo dal kakšno izjavo? A bi lahko mogoče kakšno izjavo? Ne, hvala. Izjavo, tako da sem čisto na kratko. Pripravljam kakšno izjavo? Kaj pa sam? A je bila dobra pica? Sam to, glej. Pica pa bila dobra.